Tradicionalnega srečanja na Lizci in Debencu letos torej ne bo. Tako je, žal, kriza, ki je povzročil ta virus, je pač omejila gibanje, omejila druženje, tako da letošnje tradicionalne prireditve v 1. maju praznika dela na Lizci in na Debencu pač v klasični obliki ne bojo obstajale. Razen tega je že predhodno za strani zveze odpalo par prireditev. Prva je bila 6. april, ker je bila 30-letnica Zveze svobodnih sindikatov, kakor tudi tradicionalnega srečanja na meji, ki jih imamo skupaj z Hrvaško zvezo svobodnih sindikatov oziroma samostalnim sindikatom Hrvatske. Vsako leto ste na Debencu podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim sindikalistom. Kako pa bo s priznanji letos? Žal bomo to prolongirali na naslednje leto, pa naslednje leto mogoče kako priznanje več. Ker pač neka čast je, da se te ljudje javno izpostavi, tudi da se pač jih predstavi javnosti. Zdaj, tako v ožjem krogu pa je potem smisel teh priznanj potem tudi izgubljena. Tako da bomo stvari prestavili na drugo leto. Kakšna je bila situacija v regiji pred začetkom epidemije? Pred nastopom še v mesecu januarju, februarju tudi mogoče se nismo toliko zavedali nevarnosti te epidemije. Tudi stvari so potekale normalno, proizvodnja, načrti za naslednje leto oziroma za tekoče leto. Tudi mi smo začeli s pripravami na prireditve v 1. maju, še konec marca smo imeli vloge, papirje, vse pripravljeno, da bo stvar tekla naprej, vendar je stvar postala mnogo resnejša, kot se je na začetku zdelo. Kaj pa je prinesla epidemija? Kakšno je zdaj stanje? Stanje je različno. Ti večji sistemi so nekako v večji meri upoštevali ukrepe, nadaljevali proizvodnjo v omejenem obsegu, pač glede na dobavo materialov, tudi povpraševanje po izdelkih, ki jih proizvajajo. Medtem ko največji zastoj je bil pa v delu storitvene dejavnosti, kar se tiče turizma, gostinstva, pa tudi javnega prevoza oziroma prevozniških podjetij, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov. Vse moramo vedeti, da je pač spomladanski časi so časi šolskih izletov, recimo tudi sindikalnih izletov in takšnih drugačnih, tega pa pri naših prevoznikih zdaj ni in vprašanje, kdaj se bo to spet odprlo, glede na zahteve, ki bojo postavljene pri javnem prevozu ljudi. Ravno tako turistična podjetja, hoteli so zaprti že od 16. marca, kot tako Terme Čatež, tako Terme Krka, pa tudi manjši hoteli v regiji. Tako da to je vse trenutno zamrznjeno. Kak in v kakšni obliki pa bomo videli zdaj v naslednjih dneh, ko vlada pač napoveduje sprostitev nekaterih ukrepov. Če že nadaljujem pri teh prevozniških firmah, turističnih, gostinskih firmah, tu so v glavnem od 16.3. vsi na čakanju. Zdaj, nekje so dali tam, kjer ne pričakujejo oziroma se ne nameravajo prijaviti na te subvencije države, so tudi porabili star dopust iz preteklega leta, pač po volji delavca ali viške ure, kalikoli, ker se moramo zavedati, v turizmu je bilo pomanjkanje delovne sile in je bilo teh ur in starega dopusta še kar precej za porabiti. Drugače pa so v večini na čakanju. V ostalih firmah, kjer se je nekako proizvodnja odvijala naprej, tudi v času krize, so bile pa razne kombinacije. Režijske službe v glavnem delo od doma, proizvodni del pa so zmanjševali izmene, ali so menjali ena izmena en teden dela, druga izmena drug teden dela, pa so vmes bili na čakanju doma ali koriščenje ur, nekateri tudi imajo tiste famozne banke ur, so tisto izrabljali ali pa polnili potem, tako da različni ukrepi po različnih firmah, kako se je kaj prilagajalo. V glavnem v začetni fazi, ko sem tudi sam, vsi nismo zavedali, kaj bo prinesla, kako dolgo bo trajala ta kriza, je bilo kar pritiska tudi z naše zveze, da bi se proizvodnje zaustavile za 14 dni, vendar zaposleni določeni so pa kar bi želeli delati, oziroma ko se uvidelo, kaj stvar pelje, bo bolj nasprotovanju čakanja, nasprotovanju ostajanja doma, ker prihodek je pa le prihodek. Katere so najpogostejše težave, zaradi katerih se v sindikatih obračajo na vas? Ja, v začetni fazi v teh storitvenih dejavnostih je prišlo tudi do odpuščanja, v vezi s tem, ali je to lahko razlog za odpustitev ali ne. Potem nadomestila,
Vemo, da je pač tudi z uvedbo epidemije tudi bilo prekinjeno šolstvo, kako je z nadomestilom za starše, ki morajo ostati z otroki, kako je z temi, ko nimajo javnih prevoznih sredstev, prehod na delo, te variante. Zdaj pri obračunu plače je bil famozni dodatek 200 evrov, eni so dobili, eni niso dobili. Zakaj ni 200 evrov? Ker pač je bilo rečeno, da bojo vsi 200 evrov dobili, ampak je zamaz bil sorazmerni del, koliko je bilo prebitega na delu. Nekateri so bile izplačane plače pred potrditvijo zakona v Uradnem listu, niso izplačali, bojo zdaj izplačali naknadno ali pri naslednji plači. V glavnem zdaj zadnji del je bil tale izplačilo dodatka, prej pa razni vprašanja glede ukrepov, ki so se pripravljali. Kako pa ocenjujete ukrepe države? Vsi ti zakoni so bili sprejeti kot krizni, ad hoc, po nekem hitrem postopku in brez resne vključitve ekonomsko-socialnega sveta, kjer so partnerji država, delodajalci in sindikati. V možnost je bila pripomb, koliko so bile upoštevanje, je drugo vprašanje, predlogi oziroma mnenja sindikata. Zdaj naj bi se s tem spet nekaj popravilo, je precej nejasnosti tudi z obračunom plač, z oddajo obrazcev, vsega tako, da tudi izplačilo, kdo je vse upravičen, spet diferenciacija, javni sektor, zasebni sektor. Pravim, kar malo se je zaobšel tale socialni dialog, vendar po eni strani tudi razumeti, ker je bilo treba ad hoc te zakone sprejeti. Upam, da se bojo z naknadnimi te stvari odpravile in se v večji meri vključili tudi tako sindikati kot delodajalci pri pripravi teh ukrepov še. Verjetno pa ta glavni del, kako bi rekla, krize še nekako prihaja, ko bojo pač vse te posledice te epidemije. Ja, absolutno. Zdaj sama epidemija, jaz upam, da se bo počasi umirila, vendar tako kot po krizi 2009 so določene panoge bojo šele čutile krizo v nadaljevanju. Zdaj, če bo zastoj investicij, bo tako gradbeništvo, posledično trgovina z gradbenimi materiali, absolutno turizem, da se bo razvil v naslednjih letih. Pred nami je turistična sezona. Vedeti moramo, da tisti spomladanski rok, velikonočni prazniki, prvomajski prazniki tega ne bojo polovili noter, pomeni samo še sezona pa druga polovica leta, če se bi stvari normalizirale v tem storitvenem delu. Industrija pa sigurno, da zastoj je. Večina je vezana na te evropske trge, nemški trg, kjer bo šele v maju se nekje revitaliziralo in dokler to pride pri nas, bo še kak mesec pa pol sigurno zmanjšal obseg proizvodnje oziroma se bo počasi prilagajalo. Kakšno je torej vaše sporočilo ob letošnjem 1. maju? Ja, nekako geslo je odgovorna prihodnost, tako da je poziv, apel delodajalcem, naj bojo pošteni, naj v tej krizni časi stopimo skupaj z delavci, da čim lažje prebrodimo to krizo, da ne izkoriščajo krizo v prid nezakonitim odpuščanjem oziroma mahinacijam, ki jim mogoče kakšne luknje v zakonu dovoljujejo.